in sicer 3. septembra sem bil klican v Maribor na zaslišanje, ker naj bi bil osumljen, da sem storil kaznivo dejanje žaljive obdolžitve. In sicer gre za javno tribuno, ki je bila 31. januarja v Lenartu. Na tisti tribuni seveda je bilo veliko govora, tudi širši kontekst in pa politično okolje, v katerem se je dogodila zgodba poročila protikorupcijske komisije. No, in tam naj bi jaz rekel, takole pravi očitek, da je protikorupcijska komisija komisija za diskreditacijo in da gre za perfidni sistem lanciranja laži. Torej, najprej bi res jaz rekel, da gre za perfidni sistem lanciranja laži. Namreč, takrat smo obravnavali celoten kontekst dogajanj v zimskih mesecih, ki so se začela v Mariboru s pouličnim linčem mariborskega župana. Nadaljevalo se je v državnem svetu, kjer je ta metoda diskreditacije dobila neko legitimacijo z nivoja najvišje državne inštitucije, ene najvišjih državnega sveta, in seveda je ta zadeva kulminirala v Ljubljani, ne samo z demonstracijami, ampak predvsem z objavo poročila protikorupcijske komisije. Namreč, metoda linča je ravno v tem, da se neko nedokazano obtožbo, neko insinuacijo, lahko tudi laž, hitro posreduje javnosti, se javnost vzburi čustveno in se potem hitro tudi izvrši ne samo diskreditacija, ampak tudi likvidacija. In sicer predvsem potreba je hitro, tako da žrtev nima časa za govora in obrambe, in pa tudi ljudje nimajo časa treznega premisleka vsega dogajanja. No, in to sem tudi tam govoril, da je bilo v celotnem kontekstu teh dogodkov vrhunec v poročilu protikorupcijske komisije, da pa seveda je bilo to spremljeno tudi z vrsto drugih laži, kot je recimo to, da ima Črtomir Downov sindrom, da Janez pretepa Urško, da je Urška zaradi tega na psihiatriji hospitalizirana. Ena od novinark je celo Urško poklicala in je rekla, vem, da ste hospitalizirani na psihiatrični kliniki, jaz vas to razumem in tako dalje. In Urška je dobivala celo sožalna, sočustvena pisma mater, ki imajo otroke z Downovim sindromom, češ da jo razumejo. Seveda, istočasno je tudi bilo govora, da Janša oziroma da Janez ne samo pretepa Urško, ampak da ji gradi tudi bolnišnico v Avstraliji in tako dalje. Hočem reči, ljudje kupijo take laži. Kupijo take laži. Preprosti državljani si ne morejo misliti, da v časopisu nekdo zapiše tako abotno, neumno, bedasto, neutemeljeno laž. Ali da jo izrečejo nekje. In seveda nekdo očitno to zelo dobro izkorišča in ustvarja, tako kot sem rekel, sistem perfidne laži, ki jo doživljamo ves čas po osamosvojitvi toliko bolj, ker smo pričakovali, da bo več verodostojnosti v javnosti in več spoštovanja tistega starega zakona ne laži. Torej, sam
da živimo v perfidnem sistemu laži, ali kot bi rekel Václav Havel, v svetu, v kraljestvu laži, to ponavljam 100-krat in bom še 100-krat ponovil, dokler bom to tako videl. Drugo, kar je, da je to komisija za diskreditacijo. Jaz sem tam govoril tudi o poročilu oziroma o predlogu višje državne tožilke Kotnikove, ki jo je poslala v državni zbor maja lani. Seveda je to ležalo v predalu, ne vem zakaj, ampak taki predlogi, taka gradiva so tudi nekako, niso označena kot skrivnost ali kakorkoli in so javna in sem lahko na podlagi tega tudi gradil svoj nastop v Lenartu. Samo da ponovim to, kar je v poročilu oziroma Kotnikova zapisala in prosila državni zbor, da izvede nadzor nad delom komisije. In sicer tam je bilo rečeno, samo en odstavek bom prebral, takole pravi. Namreč ona, kot veste, je vodila postopek zaradi nekih čudnih dogodkov v tisti nesrečni zgodbi Bulma Stifi Baričevič in potem je njen tožniški spis bil nekako po nekih čudnih kanalih posredovan proti korupcijski komisiji in potem je, tako ona opisuje zadevo, potem je protikorupcijska komisija njo na nek način sledila z prikritimi metodami in ugotovila celo grozne stvari, koruptivne in sicer kot nek krovni dokaz, da je ona s svojim in pa tudi s službenim avtomobilom delala torej prekrške cestnih predpisov in bila celo kaznovana zaradi prehitre vožnje. Gospodje, zaradi tega je bila ona na nek način podvržena temu linču koruptivnega dejanja. In ona pravi, prepričana sem, da primer, v katerem je predsednik komisije javno razglasil za koruptivno, moje ravnanje pa tudi kot kršitev integritete, nikoli ne bo ugledalo sodišča, saj preprosto ni nobenih elementov za zatrjevano korupcijo. Vendar pa to ni več pomembno, saj že cela Slovenija ve, da sem koruptivna, ali so elementi korupcije ali ne, pa ni več važno. In dalje. Komisija je v konkretnem primeru naredila nenadomestljivo škodo, saj do sojenja nikoli ne bo prišlo, zato utemeljeno sumim, da je komisija delovala zelo namerno, zato, da me diskreditira. Jaz sem parafraziral njeno trditev in rekel, da je to pravzaprav komisija za diskreditacijo. Ne vseh, ki jih obravnava. Mnoge obravnava tako, da navede pravzaprav. Imamo primer, ko je komisija navedla koruptivna dejanja nekega župana in je navedla samo tisto, kar smo že vsi poznali iz medijev, torej samo tisto, česar ni mogla prikriti. Različno obravnava, vendar v celi verigi posameznih obravnav se najde primer, ki je eklatantno, vsi tako vidim jaz to, in še tisoči Slovencev in pravnikov in ekonomistov in sodnih izvedencev, da gre za čisti namen diskreditacije. In še en stavek bom prebral od višje državne tožilke Kotnikove, ki pravi: zato je veliko bolj verjetno, da je komisija v interesu nekoga drugega, sklepam, da vplivnega posameznika iskala način, da zoper mene sproducira ovadbo. To je šele stvar
ki bi bila resna presoje in ob katero bi se morala komisija spotakniti. Tukaj je namig, da to ni samo komisija za diskreditacijo, ampak da je komisija tudi politično skorumpirana, da dela po nekih drugih načelih, po nekih drugih navodilih, po nekih drugih ukazih. No, seveda, bilo je rečeno tukaj v obtožbi, da sem zaradi teh dveh izjav, za katerimi v smislu in v okviru konteksta, kot so bile izrečene, še vedno stoji in jih imam in jih bom vedno ponovil, kadarkoli me bo kdo izzval. Mislim, tukaj tudi v očitku je, da sem zaradi teh dveh izjav škodoval dobremu imenu neodvisnega državnega organa. Ob citatu gospe Kotnikove se jaz vprašam, ali je ta organ res neodvisen. Res se vprašam. In pa tudi dobremu imenu nisem škodil, kajti komisija sama s takim ravnanjem škodi svojemu imenu in se tako jaz vidim to stvar in se je s takimi stvarmi, kot je primer Janeza Janša, primer višje državne tožilke Kotnikove in še drugi primeri, ki jih pa ne morem citirati, ker niso bili javno objavljeni, sama sebe diskreditirala. Potem tudi tukaj govori, da sem se jaz zavedal in to tudi hote storil. Jaz nisem nikogar hote žalil, povedal sem to, s čimer je on sam pravzaprav umazal ali škodoval svojemu dobremu imenu. Torej, ob vsem tem moram reči še naslednje. Zaslišanje v Mariboru je bilo korektno. Jaz sem povedal, tudi potem dopolnil svojo izjavo. Čudim se pa institucijam, državnim organom. Komisija je državni organ. Državno tožilstvo je državni organ. Tem organom pregona se pa čudim, da tako stvar pravzaprav sproducirajo in vodijo zopet v čas verbalnega delikta in čas, ki sem ga dobro poznal že iz študentskih časov, iz 60-ih let, kjer nekaterih stvari nismo smeli zapisati tudi v študentski list in je bil ta list tudi zaplenjen zaradi nekih mojih zapisov, na kar sem pravzaprav ponosen. Hvala.